Lepo pozdravljeni v tedenski izdaji na televiziji Celje. Zadnji v mesecu novembru, pred vrati je december in v decembru pripravljajo v različnih mestih pestro decembrsko dogajanje. Predpraznično, božično, pravlično. Ja, to so te besede. In v Rimskih Toplicah začnejo 5. decembra, v Celju pa tole soboto 30. novembra. Kaj pripravljajo se v Rimskih Toplicah in kaj v pravličnem Celju, izveste, če ostanete z nami v tokratni tedenski izdaji. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa začenjamo današnje popotovanje po prazničnem dogajanju v naši regiji in ustavili smo se oziroma se bomo najprej v Rimskih Toplicah. Od tam prihaja predsednik Krajevne skupnosti Rimske Toplice, tudi kolega, lahko reče, z televizije, Mitja Knez. Mitja, živijo, lep pozdrav. Živijo, Luka, lep pozdrav, hvala za povabilo in pa, dajmo zajadrati počasi v tale veseli december, ki je tik pred vrati. Tako, no in danes v vlogi predsednika Krajevne skupnosti Rimske Toplice, kjer skrbiš, seveda se bova tikala, kjer skrbiš za marsikatero dogajanje v Rimskih Toplicah v kraju. Zdaj ste pa pripravili torej tele praznične Rimske Toplice 2024. Začne se vse skupaj v četrtek 5. decembra ob 17. uri. Pa bi mogoče še preden greva na samo dogajanje in na tole otvoritev, kakšne so bile priprave, organizacija, to je verjetno že trajalo, ne zdaj zadnji teden, ampak že nekaj časa več, dlje. Ja, saj veš, kako je v krajevni skupnosti, večinoma časa se ukvarja s cestami, ampak mi smo dejali, da bomo dali velik poudarek tudi na same dogodke in prejšnje leto smo prvič izpeljali te pravlične Rimske Toplice. Resnično en super odziv je bil. Skozi cel mesec december, nekje 8-9 tisoč obiskovalcev smo imeli vse večere, se pravi petek, sobota, nedelja ob koncih tedna, živa glasba, potem igrarije za otroke in letos smo želeli vse skupaj še nadgraditi. Priprave so se začele, lahko rečem, že v mesecu marcu, takrat je stekel prvi sestanek, nekako prve ideje spet za nove pravlične Rimske Toplice, ki jih medtem vidite tudi na vaših zaslonih. Prejšnjem letu so naši obiskovalci rajali, se lepo imeli in prav to želimo narediti tudi letos. Torej, da uživajo, ko pridejo k nam, da uživajo v tem božičnem vzdušju, na božičnem sejmu. Letos prijavljenih že 18 stojničarjev ob vsej gostinski ponudbi in ponudbi za hrano, torej nekje 20 ponudnikov bomo imeli v našem parku pod čudovitimi rimskimi termami. Vse skupaj pa smo letos še nadgradili, predvsem, če se lahko tako izrazim, pojačali oziroma nadgradili samim delom, kjer je Aqua Roma restauracija, torej malce niže pod državno cesto. Vse skupaj bomo torej povezali rimske terme, Aqua Roma. Predvsem tu pri slednjem bo poudarek na najmlajših, kjer bodo otroške igrarije, kjer bo ježakon, kjer bo postavljen iglu, se pravi otroci, pa tudi najstarejši oziroma vsi bodo lahko šli v iglu, ki bo ohlajen, zelo hladno bo v njem, tam bodo lahko pili, jedli, se veselili. Potem bo postavljena še ena topla hiša, kjer se boš lahko segrel, morda segrel pred tistim, ko se boš odpravil na drsališče. Namreč pod takšnim lepim, prijetnim nadstreškom bo tudi drsališče, sicer na plastiki, ki je za nas cenovno veliko bolj dostopnejše, kot je tisto klasično, ampak najmlajši bodo resnično uživali in takrat so stekle priprave v marcu, zdaj pa iz tedna v teden vse skupaj nadgrajujemo in tista prava vročica se je začela zdaj. Tako, tista zimska vročica, kajti četrtek 5. december se bliža, Mitja, no pa dajva potem omeniti, zdaj vem, da bo že tam godba mora biti. Kaj pa je še vse ostalo na otvoritvi? Godba bo tista ta prava, vrh nad Laškim, kot lahko rečem, da se res reče godba kot godba, da ureže tiste prave domače. Sprva otvorimo, prižgemo luči, lani smo jih nakupili 5 kilometrov. Za začetek jasno dodajali bomo iz leta v leto, ne moreš vse čez noč. Potem pa prihod Miklavža ob 17:30 s svojim spremstvom za tiste pridne, pa malo manj pridne. In pa potem v prvem večeru Jupi band, ki bo zabaval obiskovalce na obeh zgornji in spodnji lokaciji. In mislim, da res že vsi nestrpno odštevamo do tega prvega otvoritvenega dneva, potem pa se bo stopnjevalo, tako kot lani, petek, sobota, nedelja, prav vsak dan bo žival glasbo, glasba v živo imamo resnično ogromno nastopajočih, 13 posameznih ansamblov,
potem imamo domače pevske zbore in posameznike. Vrhunec pa ja, tisti zadnji vikend, zaključek bo v nedeljo 29. Domača ansambla Pepelnjak in Dori, za zaključek malce ognjemeta, da še mi malce pošljemo, saj veš kaj v nebo. Dan prej pa Klapa Skala, ki nas je, če se lahko tako izrazim, šokirala v prejšnjem letu. Ko smo jo tudi gostili in takrat je padel rekord. Predvidevam, da pozitivno glede na to, da ste jih spet povabili. 1300 obiskovalcev smo imeli, v prejšnjem letu si še nismo uspeli privoščiti reklame. Jasno, mi strmimo k temu, da iščemo sponzorje, da sodeluje ta krajevna skupnost in turistično društvo. Letos je tako kot že lani malce, ampak letos še s korakom več k nam pristopil Laški stik, nam pomagal s sofinanciranjem pa tudi občina Laško. Tako da resnično dodajamo in letos smo si lahko malce več privoščili, se pravi reklama, ki je nenazadnje ključna, se pravi jumbo plakati, potem pojavljanje malce več v medijih, družbena omrežja in mislim, da lahko optimistično pričakujemo, da bomo letošnjo številko v primerjavi s tisto v prejšnjem letu še nadgradili. Tako, pa nenazadnje ste tudi na tej železniški trasi umeščeni. Točno to, ja. Na poti do Celja lahko kdo izstopi recimo že v Rimskih, če prihaja iz smeri Ljubljane. Res je, kar precej je tistih, ki so že v prejšnjem letu prišli iz drugih krajev, Zasavje, pa tem Posavje. In nenazadnje je bilo morda tistih domačinov res še najmanj, se pravi drugih je bilo več, ki so prišli k nam. No, moram pa zdaj še poudariti, ko sem že prej omenil to domačo restauracijo Aqua Roma, ta nam v letošnjem letu res stoji močno ob strani, prevzela je največ tistih stroškov, no. Prišla nam je nasproti Maja Gerčar, sicer lastnica. Nekatere stvari si enostavno ne moreš privoščiti, so finančno nedostopne, ne moremo se mi primerjati z večjimi kraji, Celje, Maribor, Ljubljana, ampak Maja nam tu stoji ob strani in imeli bomo kot zanimivost snežni top, zasnežili bomo vse skupaj, da se bodo lahko otroci sankali, kepali, postavljali snežake in to so tisti cukrčki, kot rečemo, ne, da še dodatno privabimo najmlajše. Tako, super. Mitja, kaj pa silvestrovanje na prostem, silvestrovanje bo kaj takšne ali zaključimo 29. Zaključimo 29. V prejšnjem letu je bilo že nekaj vprašanj, ampak enostavno nismo v zmožnosti, da bi si privoščili, ne vem, ansambel za 5-70 tisoč evrov. To zaenkrat še ne gre in mislim, da tudi v nekaj prihodnjih letih še ne bo šlo. Zato je bolje, da tako zaključimo na takšen način s tistimi, ki so nam dostopni. Jasno, če nimaš nekega boom ansambla za silvestrovanje, tudi ljudi ne boš imel. Si bomo pa vsi skupaj tudi letos v času novega leta odpočili po tem napornem dogajanju in morda kje drugje silvestrovali. Tisti, ki bomo pa res vsak dan vpeti tam, pa mislim, da bomo kar v hotelu Kavč. No, tako, ja. Veseli december, torej, Mitja, tudi v Rimskih Toplicah. Ja, zdaj imate evo na zaslonu cel plan decembra. To bo tudi na jumbo plakatih. Jasno, ljudje lahko vidijo, kdo igra na kateri dan in mislim, da je to najbolj pomembno. No. Tako, da si sami tudi preverite, kateri so mogoče tisti dogodki, ki so vam bliže in bi jih res prišli pogledati, mogoče kateri manj. Oprosti, lahko pa povabite druge. Rimske Toplice. Ja, mogoče pa, priznam, da pridem rad v vaš termalni kraj zaradi termalnih užitkov, mogoče bi pa lahko tokrat prišel tudi zaradi zimskih oziroma veselo decembrskih. Prvo v rimske terme na kopanje, potem na kuhančka v park, pa malce na kakšno pijačo na iglu, se sankami zapelješ še na pico, evo in je večer popoln. Pa ne samo za mene, mislim, da si marsikomu še predstavil dober plan. Mitja, hvala za obisk v studiu, hvala za trud, ki ga vlagate, tudi da Rimske Toplice zaživijo v tem decembrskem vzdušju, pa naj zadeva čim bolj uspe. Hvala za povabilo in se vidimo v Rimskih Toplicah. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti.
Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi vgradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Gostišče in prenočišča Bohorč-Šentjur je družinsko gostišče z več kot 120-letno tradicijo, ki ga vodi že 4. generacija. Odlikuje jih odlična ponudba tradicionalnih slovenskih jedi, jedi po naročilu in à la carte ponudba, hladno-topli bife, malice, nedeljska družinska kosila in prijeten ambient v restavracijskem delu, na letno-zimskem vrtu in v posebni Ipavčevi sobi. Za vas so odprti vse dni v tednu. Veselijo se vašega obiska. Gostišče Bohorč. Tako, zdaj pa nadaljujemo naše popotovanje po razkrivanju prazničnih mest in prazničnega dogajanja v bližajočem se decembru v Celju. Tino Horemovič, zavoda Celeja Celje, pozdravljam. Tina, živijo, lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za povabilo v vaš studio. Takole, praznično in veselo bo v decembru seveda tudi v mestni občini Celje oziroma v mestu Celje. Tina, preden pa greva k samemu dogajanju, ki ga bo letos ogromno, če se ne motim, kaj, 32 dogodkov, nekaj takega, oziroma ne, na 32 dneh je koliko dogodkov? Več kot 65 Več kot 65, torej po 2 na dan, če lahko takole malce zaokroživa. No, ampak še enkrat, ja,
Tina, preden greva k programu, moram najprej čestitati, tako zavodu kot vsem ostalim deležnikom, ki ste v zadnjih mnogih letih prispevali tako ali drugače k prazničnemu dogajanju. Celje je namreč dobilo prestižno evropsko nagrado za najbožično mesto v kategoriji do 100.000 prebivalcev. Torej čestitke, in to očitno res pomeni, da se dela dobro. Hvala lepa za čestitke. Res smo zelo veseli, da smo dobili ta naziv. Uradno ga bomo prejeli 15. decembra v češkem Brnu, ki je lani prejel nagrado za prestolnico, božično prestolnico Evrope. Prijavili smo se na razpis, izpostavili naše prednosti, vse tisto, kar v bistvu nekako zadnje 2 leti bolj izpostavljamo. Želimo nek umik od te neke disnifikacije in se umikamo k unifikaciji. In to nekako so tudi prepoznali člani mednarodne komisije ter Celju namenili za to svojo unikatnost, za vpetost v lokalno skupnost, za aktivacijo lokalne skupnosti, tudi nagradili s tem nazivom Evropsko božično mesto. Tako da smo zelo veseli, seveda je pa to tudi zaveza, Prijavili smo v bistvu letošnji program, se pravi to, kar se bo začelo zdaj dogajati, in v tem programu tudi seveda izpostavili nekatere novosti, za katere menimo, da so tiste, ki še bolj poudarjajo te usmeritve k drugačni božični izkušnji. Hkrati se ohranja tradicija, vendar to na nek unikaten, kreativen način in ne v smeri, da smo si praktično vsa mesta podobna drug drugemu. Tako, treba je biti drugačen, treba je izstopati in potem to drugi tudi nagradijo. Takole, preden pa greva, oziroma kar greva zdaj, tole je zdaj že tako rekoč tu, samo še nekaj dni nas loči od samega začetka, od vsega tega, kar sva rekla, torej teh 32 dni dogajanja. Prižig lučk bo že zdaj kar 30. novembra, tole soboto. Kaj lahko obljubiva, kam lahko povabiva? Prižig lučk je vedno dan pred prvo adventno nedeljo, letos je to ta sobota 30. november. Tradicionalno se dobimo skupaj, gre za množično dogajanje, letos na novi lokaciji, ki nas je vedno tako veliko, da smo lokacijo prestavili na Krekov trg za prižig lučk, ki jih bo tudi letos prižgal župan Matija Kovač, in v sodelovanju z Radiem Fantasy pripravljamo eno tako začetno zabavo na prostem. Zraven bomo dodali tudi po mestnih ulicah svetlobno animacijo, ulično animacijo, tako da v bistvu to je tisti nek tradicionalni začetek, ki ga praktično vsi že pričakujemo. Tudi sprehod po mestu kaže, da se že kar nekaj časa pripravljamo na to, da bo mesto dejansko dobilo pravo praznično podobo. Hiške rastejo, lučke, vsak dan jih je več. In tudi letos bomo praznične hiške, ki se nahajajo v zakladnici daril, kjer bojo ponujali praktično samo izdelke, ki so res ali ročno narejeni ali domače proizvodnje, skratka lokalni pridelovalci. To bo ponudba, ki jo imamo v hiškah, se pravi ni plastike, ni nekih cenenih izdelkov, stremimo k temu, da gre za res neko unikatnost in da lahko vsak dobi darila tudi v zakladnici daril, da se lahko pripravi tudi na praznični čas. Tako da bo zakladnica daril odprta že zdaj tudi v soboto in potem praktično vse do zadnjega dne v tem letu. Ena novost je, mogoče še, če lahko kar izpostavim, to je tudi pop-up tic. Lani smo ga uvedli, se pravi, imamo sicer tic na glavnem trgu v Celju, smo pa nekako prepoznali, da je tudi lani se tako izkazalo, da je super, če je tudi v sami zakladnici. Mi imamo v ticu tudi sicer izdelke drugih kulturnih ustanov, raznih ustvarjalcev, lokalnih pridelovalcev, in to bomo zdaj ponudili tudi v samem pop-up ticu, tudi vstopnice recimo za tiste zadeve, ki so plačljive. Sicer je večina dogodkov v okviru pravljičnega Celja brezplačnih. Dodajamo pa letos še eno novost, morda ste že opazili, da je letošnja krovna podoba pravljičnega Celja zavita v pravljični oziroma zavijalni papir, to kažejo 3 krovne podobe, če ste jih morda opazili, in to nadaljujemo nekako to zgodbo zavijalnega papirja in v zakladnici daril dodajamo
pravlično brezplačno zavijalnico. Tako da tisti, ki bodo kupili darila pri mestnih ponudnikih, se pravi v mestu, bodo lahko prišli v zakladnico daril, prinesli darilo in tam ga jim bomo tudi brezplačno zavili v papir, v zavijalni papir Pravljično Celje. Tako da v bistvu je to neka res celostna zgodba, tako da želimo, da se ta naša podoba tudi prenese v domove in da jo nekako vsi vzamemo za svoje. Najprej sami mi Celjanke in Celjani, potem pa seveda tudi obiskovalci, ki pa jih pričakujemo kar precej. Vemo, da je Pravljično Celje praktično najbolj obiskani dogodek, dlje časa trajajoči dogodek v samem mestu. Tako, mogoče, če se za korak nazaj vrneva samo k dekoraciji, ko sva omenjala, da zdaj že pa se gravitira k temu vrhuncu sobotnemu. Tudi ena stvar pa ni več novost, ampak se je, mislim, da kar dobro prijela te smreke. Tudi te so letos darovali občani oziroma ljudje za lepše mesto. Ja, Celje se ponaša z nazivom Srebrni znak Slovenija Green. To nas zavezuje tudi k številnim trajnostnim praksam, ki jih nekako izvajamo in udejanjamo praktično na vseh dogodkih. In tudi to je eden od teh praks, se pravi, da mi pozovemo občanke in občane, da podarijo smreke, ki jih ne želijo več imeti na svojih parcelah, na svojih vrtovih, in to potem postavimo po mestu. Poleg teh smrek, dve bosta največji, in sicer na Krekovem trgu in na trgu Celjskih knezov, pa postavimo po mestu tudi žive smreke, ki jih v loncih, ki jih potem tudi vrnemo, tako da nekako smo trajnostno naravnani. Hkrati skušamo tudi mesto oživljati tako, da z dekoracijo praznično napolnimo sicer prazne izložbe lokalov v samem mestnem jedru, tako da se res potem ta nek praznični duh prinese tudi v sicer prazne izložbe. V teh izložbah smo že lani začeli izvajati tudi različne pop-up dogodke, tako da bo tudi letos recimo balet v izložbi, pa muzikal v izložbi. Hkrati pa se bo v zakladnici daril tudi letos spremenila ena lokacija v pravlično ustvarjalnico Piškotov, v Piškotarno. To bo predvsem za otroke, pa tudi za odrasle, smo lani ugotovili, kajti letos bodo lahko prišli obiskovalci peči piškote malo na toplo, v neko domačnost, v slugu domačnosti urejen prostor, se pravi peči piškote. Letos bo, se pravi, možno peči z Ivano, z Anjo in pa z Pergeri, ki nas znova pride obiskati. Z njih pa poznamo po res tradiciji peke medenjakov. Tako da tudi na ta način oživljamo neke prazne prostore, se pa letos nekako seli ta praznična podoba in praznično dogajanje tudi na Stanetovo ulico od trga pred Metropolom proti recimo Braniborju. Ta ulica je nekako do zdaj ostala takšna, kot je. Letos si pa dodajamo nove vsebine in smo zelo veseli, da bo tudi to ena od upadnic v samo mesto. Vemo, da tudi recimo je tam parkirni prostor v neposredni bližini in če vstopaš po tej smeri v mesto, lahko tudi že na samem vstopu na Stanetovi ulici nekaj doživiš. Tam bo postavljen kiosk K67, ki bo nekako tokrat postal prizorišče žive glasbe. V samem kiosku bomo gostili glasbenike, predvsem bodo to glasbeniki Glasbene šole Celje, ki potrebujejo topu prostor, da lahko igrajo na svoje inštrumente, ampak glasba, ki jo bodo izvajali, se bo pa slišala navzven. Skratka, bo to po ulici odmevalo, v neposredni bližini pa bomo uredili tudi izložbo v sodelovanju z enim mestnim ponudnikom, tako da bo sicer izložba galerije, ki je običajna izložba, postala dejansko pop-up galerija. Z galerijo Okvir bomo sodelovali tako, da bodo oni, ki imajo sicer tudi svojo zbirko različnih umetniških del, ta dela menjali v izložbi in bomo mi te zgodbe peljali potem tudi preko socialnih omrežij, da bo ta dejansko izložba postala galerija v času pravličnega Celja. To hkrati, pa še mogoče še na tej relaciji pa še ena zadeva, kar je tudi novost, sicer celotni dekoraciji luči, ki obstaja, ki je nameščena po mestu, dodajamo še eno. Gre za nekako bolj umetniško naravnano, zvočno svetlobno instalacijo Neskončnost.
kaleidoskop z več kraki, kjer bo mogoče se pravi uživati v tej posebni izkušnji, ki jo kaleidoskop ponuja. Bo pa to seveda tudi ena od fototočk v samem mestu. Tako. Lahko rečemo torej, da je mesto pripravljeno, infrastruktura stoji, mogoče pa zdaj greva na tisto stvar, ki pa mislim, da je največji magnet vseeno za obiskovalce, to so koncerti. Ponavadi na koncerti privabijo tiste najštevilnejše občinstvo, vsako leto so bili, tudi letos bodo, kam bova povabila letos? Nekoliko smo spremenili sam koncept glasbenih koncertov, jih je več, kot jih je bilo v pretekla leta, so pa to zdaj 3 prizorišča, ki so potem, se pravi glasbeni izbor je primeren glede na samo prizorišče. Tako da na glavnem trgu bodo zdaj koncerti manjšega formata, intimnejšega formata, za zvrsti, kot so soul, pop, swing, takšne stvari, se pravi manjše zasedbe, ki so tudi nekoliko mirnejše, kar je seveda tudi prijaznejše vsem obiskovalcem, ki živijo na tem območju, na območju glavnega trga. Potem seveda ostaja prizorišče na Zvezdi, kjer je nekako glavno srečališče. Tam bodo poleg manjših koncertov, duetov tudi DJ-ji, se pravi, poskrbeli za nekako vzdušje. Imamo pa eno novost in sicer se bomo srečali v tihem disku. Tako da bomo preverili tudi, kako smo Celjanke in Celjani, ter seveda obiskovalci odprti za neke nove formate, ki jih sicer pa v tujini poznajo, tako da se srečamo tudi v tihem disku, seveda tudi z DJ-ji in tako naprej. Potem pa seveda Krekov trg, ki pa je že bil prizorišče večjih koncertov, tako da bodo zdaj koncerti na Krekovem trgu tudi od samega začetka, ne samo v zadnjem delu. Bomo pa letos gostili pester izbor, nekako zasledujemo smernice, da za vsakogar nekaj, oziroma poskušamo zadovoljiti vse glasbene okuse. Gre za brezplačne koncerte, tako da vsako leto nekako poskušamo s tem izborom. Imamo pa letos Žana Serčiča in Šakale, pa potem malo gremo v preteklo z Abo Mio, Crvena jabolka, Vivere, Maja Kevč, Žanet, Gal Đurin, potem nekaj se bomo vrnili tudi v 90-ta, pa na prelom tisočletja, pa potem celjski Rolling Train, se pravi tudi s celjskimi sodelujemo, pa seveda klasični Dixieland, pa potem božični z Vokalbika studio. No, v novo leto pa bomo letos vstopili z Nušo Derendo in pa pred skupino Sun Park. No, tako odlično. Pestro dogajanje, ampak ene stvar pa še morava omeniti. V drugi polovici decembra, letos tudi jubilejna izvedba Pravljične dežele. Seveda se bom potrudil gospod Vladimiro povabiti tudi sem, da še posebej izpostavljava ta jubilej, ampak midva pa lahko vseeno omeniva, ker je to ne nazadnje tudi pomemben del prazničnega dogajanja v Celju. Ja, Pravljična dežela je praktično zaščitni znak pravljičnega Celja, brez tega si je ne znamo predstavljati. Letos praznuje 25. leto in v bistvu smo ob tej priložnosti z idejno vodjo zasnovali tudi kar nekaj novosti. Zrela je, da dobi še kaj, da se nekako obogati, tako da že sama postavitev Pravljične dežele bo nekoliko drugačna. Vemo, da jo obiščejo številni obiskovalci in včasih je prostor bil do zdaj kar premajhen za vse, ki so prišli vsak dan. Ob 17. uri se podružiti z pravljičnimi vilami in junaki in seveda tudi z enim od dobrih mož. No in letos vsem temu programu, ki je sicer že bogat, dodajamo, Pravljična dežela bo dobila svojo himno. In to himno bo gospod Goršič jo je napisal, Matevž Goršič, bojo vsak dan prepeval poseben božični zborček, otroški zborček. Hkrati prihaja vsak dan potem posebna srebrna vila, glasnica na velikem piedestalu, tako da bo res nekaj posebnega, s posebnim kostumom. Kostum bo narejen, oziroma je že narejen, iz detajlov, blaga in kostumov, ki so sicer že izdelani bili v vseh teh letih, se pravi, da se ta zgodba nekako tudi trajnostno pelje naprej. Hkrati bodo na voljo, bodo lahko otroci in ostali poslušali zvočne pravljice. Gre za pravljice, ki so jih junaki pripovedovali
pripovedovalni, ki so nastale v tej 25-letni zgodovini pravljične dežele, tako da bo tudi to mogoče v enem takem prijetnem kotičku se posedeti in recimo prisluhniti pravljici. Prihajajo pa tudi pravljični mojstri. To je tudi povezava z zgodovino Celja. Vemo, da je Celje nekoč imelo številne obrtnike in nekako bi s temi obrtniki, ki so tudi bili značilni, povezali sedanjost in preteklost in kulturno dediščino. Tako da to so tiste nekako glavni poudarki. Seveda bo tudi letos otroško silvestrovanje, pa posebna razstava v Muzeju novejše zgodovine Celje. Obeta se tudi razpis za najfotografijo, najfotografije bodo potem objavljene prihodnje leto. Skratka, kar nekaj novosti, ki bodo zagotovo navdušile tudi tiste, ki redno prihajajo v pravljično deželo, pa so si zaželeli tudi česa novega. Tako. Mogoče pa čisto za konec, če omeniva partnerje. Tako veliko zadevo ne morete verjetno čisto sami izpeljati. Koga bi tukaj izpostavila? Vem, da tudi dobro, recimo železnicami vrsto let sodelujete in podobno. Ja, pravljično deželo Slovenske železnice vsako leto pripeljejo številne pravljične vlake. Tudi letos prihajajo in to iz smeri Ljubljane, Maribora in Velenja in praktično so vsi vedno nabito polni z obiskovalci. Seveda program izvajamo v sodelovanju ob podpori Mestne občine Celje. Potem so pa tu številni posamezniki, društva, ustanove, kreativci, umetniki, s katerimi dejansko snujemo ta program ali ga pa tudi nenazadnje izvajamo. Želimo, da v programu sodelujejo v čim večjem številu lokalni ustvarjalci, lokalni umetniki, lokalni kreativci, ker nenazadnje na takšen način izkoriščamo potencial, ki ga imamo mi sami in tudi to kažemo potem navzven. Tako da se ta številka kar približuje nekako številki 100, tudi nastopajočih je potem, če bi vse skupaj sešteli, kar okrog 500 in kot rečeno več kot 65 dogodkov. Torej 32 dni, 65 dogodkov, vabljeni vsi skupaj v pravljično Celje. Tudi letos bo pestro, tudi letos bo zabavno. Tina, hvala za tole predstavitev in naj vam uspe. Hvala lepa in seveda se vidimo v Celju. Tako. Tako toliko o prazničnem dogajanju, pred slovesom pa sledi še prispevek, ko smo bili z našo kamero na Šolskem centru Celje, kjer se je svoje diplome razveselilo kar 88 diplomantov. Iz katerih smeri in zakaj, preverite v prispevku. Višja strokovna šola Šolskega centra Celje je v dvorani Narodnega doma pripravila slavnostno podelitev diplom 88 inženirjem in inženirkam, diplomantom programov gradbeništvo, avtoservisni menedžment, mehatronika in strojništvo. Letošnja generacija, moram reči, da je po razdelitvi med izrednimi in rednimi študenti bila nekako v razmerju 30% v izrednem študiju in preostanek v rednem študiju. Naša prehodnost je običajno tam okoli 70%, ste pa videli nekaj mladih inženirk. To me veseli, da imamo med nami tudi dekleta. Kar je še zanimivo, mnogi gimnazijci se odločajo za naše programe in pri nas dobivajo pravzaprav prvi poklic. Namreč naša šola združuje ravno prav stroke in praktičnih izkušenj. Za razliko od morda univerze ponujamo tisto, kar gimnazijci zamudijo v srednješolskih letih, pa bi radi delali v tehniki in inženirskem poklicu. Kot je poudaril ravnatelj, njihovi študenti v času študija pridobijo kakovostna praktična znanja, konkretne delovne izkušnje in usposobljenost za delo ter reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na delovnih mestih inženirjev. Podjetja jih rada sprejmejo. V podjetjih so 10 tednov, kjer opravijo 400 ur. Moram pohvaliti vse mentorje, ki so z njimi v podjetjih, s katerimi naredimo individualne plane za vsakega študenta, da se pripravi za delo v podjetju in te študente v drugem letniku v veliki večini celo zaposlujejo. Študentje pa so v slovenskem povprečju 48 višjih šol zaposljivi v 6 mesecih od prejema diplome oziroma od diplomiranja, kar je
fantastičen podatek. Diplomante je nagovoril tudi direktor Šolskega centra Celje, Mojmir Klovar. To pomeni, da se s tem zaključuje neka življenjska pot oziroma nek življenjski cilj, ki pa, kot smo tudi vsi govorniki povedali, to je začetek nove življenjske poti. In jaz sem prepričan in verjamem, da so naši študentje, današnji diplomante in diplomantke dobili znanje, ki ga bodo potrebovali v življenju, ki ga bodo lahko v gospodarstvo tudi primirno unovčili, če tako rečem, pa ne mislim s tem plače, ampak unovčili s tem, da bodo znali in zmogli povedati, kaj in kako početi v podjetjih, kamor se bodo zelo verjetno večino od njih zaposlili. Višješolski predavatelji so visoko strokovno usposobljeni, z veliko praktičnih izkušenj, da lahko študentom med študijem nudijo vso potrebno pomoč. Dr. Ivan Gubenšek je mentoriral 13 študentov. Kakšna pa je bila tematika diplomskih nalog? Tu predvsem gre od načrtovanja za same zasnove, pa vse do proizvodne, optimizacije proizvodne, posodobitev, pa avtomatizacija proizvodne. Dejansko, kar je trendovsko v podjetjih, kjer se pojavijo določeni problemi, pač premaknemo naprej. Jasno, to niso neki kvantni skoki, ampak majhni koraki, ki pač korak za korakom vodijo do nekih rešitev. Zlati diplomant je postal Žan Gros. Vsekakor študij ni bil enostaven, so bili svoji boljši in slabši trenutki. Ko pa tako nazaj pomislim, pa je bilo pač ena lepa izkušnja, sigurno bom svoje znanje uporabil za naprej. Trenutno sem zaposlen v podjetju Autoslak v Trebnjem, ker delam kot mehanik in avtoelektričar. Vse pa vidim tudi naprej v tej stroki in sicer bolj avtoelektrika in uporabo osciloskopa seveda. Med letošnjimi 88 diplomanti in diplomantkami so bila tudi 4 dekleta. Tema moje diplomske je bila v bistvu obnova motorja za traktor Lamborghini Premium 1060 z nadgradnjami za povečanje moči v podjetju Atrans d.o.o. V bistvu temo sem si izbrala, ker je taka praktična, tako delo me veseli, sem že tako v srednji šoli bila avtomehanik, pa sem šla zdaj na faks naprej in sem rekla, druge teme, kot to ne morem zbrati. Zdaj naprej iščem službo, v glavnem šolanje je zaenkrat zaključeno, naprej se ne mislim šolati, tako da bomo videli, kam me čaka. Do sedaj je na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje diplomiralo že skoraj 3000 inženirjev in inženirk. Tako pa smo prišli do konca še ene tedenske izdaje. Hvala lepa za vašo pozornost. Udeležite se katerega izmed prazničnih dogodkov. Imejte se lepo, sicer pa bodite z nami znova prihodnjo sredo. Lep pozdrav do takrat.